Mir z vami. Zopet so tukaj adventne kateheze znotraj akcije Deli Jezusa in zdaj pa že verjetno vemo tisti, ki jim sledimo, da imajo letošnje adventne kateheze naslov Adventni vodič k Jezusu. Tako smo naredili zdaj že nekaj korakov. Prvi korak je bil ta prvi korak v Staro zavezo, prvim vodičem, voditeljem k Bogu. To so bili očaki, ki so v Stari zavezi vodili Božje ljudstvo. Potem smo naredili drugi korak s starozaveznim modrostnim spisom, prerokom, tistim, ki so napovedovali obljubljenega Mesija, hkrati pa ljudi tudi pripravljali s to željo po spreobrnjenju, da bi se obrnili Gospodu, da bi ga lahko bili sposobni uzreti, prepoznati, ko bo prišel. No, prejšnjič, v tretjem koraku smo razmišljali o apostolih in svetnikih, torej o teh pomembnih vodičih, vodnikih k Jezusu Kristusu, njihovo življenje, sporočilo, oznanilo drža, lahko tudi nam pomagata, da bi tudi mi prišli bliže k Jezusu Kristusu. Danes bi pa rad z vami spregovoril o modernih, sedanjih vodnikih, vodičih k Jezusu. Verjetno poznaš besedo influencer, vplivnež. Teh ljudi je danes kar polno med nami. Mogoče celo komu slediš izmed njih. Kdo je influencer, vplivnež? Influencerji, vplivneži so ljudje, vemo, ki uporabljajo medije, kot so recimo vlogi, pa podcasti in podobne stvari, da svoje sporočilo, torej svoje življenje o tem, kako živijo, razmišljajo, kakšno je njihovo mnenje, to delijo preko teh medijev z drugimi ljudmi. In to na druge ljudi vpliva, drugi ljudje jim sledijo celo po njihovi besedi, misli, načinu življenja, tudi sami uravnavajo svoje življenje. Zato so ti ljudje vplivneži, ker s svojimi besedami, dejanji, življenjem vplivajo na življenje drugih ljudi. In zdaj boš mogoče rekel, jaz pa nisem vplivnež in ne morem biti vplivnež. Ni res, po mojem ne. Že res, da mogoče ne moreš nagovarjati množice, velike množice ljudi, ampak imaš v življenju vsaj koga, s katerim lahko resnično govoriš, izmenjuješ svoje mnenja. Nekoga, ki te lahko večkrat opazuje, gleda, vidi, kako ti živiš. Če imaš kakšno takšno osebo, potem si tudi ti lahko vsaj za nekoga vplivnež s svojimi besedami, gestami, življenjem, lahko vplivaš na življenje drugega človeka, ga spreminjaš, če hočeš, ga obračaš nekam. Ne samo to, da si lahko vplivnež, influencer. To je celo na nek način tvoja naloga. Če si krščen, če si kristjan, potem ti je Bog dal na nek način vlogo vplivneža in želi, da bi to res bil. Zakaj? S krstom je vsak kristjan prejel trojno službo. Kraljevsko, preroško, voditeljsko. To pa pomeni, da ti je Bog za službo dal tudi služenje, da bi služil ne denar, ampak da bi služil Božjemu kraljestvu, oznanjevanju Božjega kraljestva in Boga. To pomeni, da si Bog želi, da bi s svojimi besedami, svojimi dejanji, svojim življenjem tudi ti vplival na druge, jih obračal k njemu, jih vodil v Božje kraljestvo, da bi živeli kot otroci Božjega kraljestva. In zdaj bi te najprej vprašal to, imaš ti kakšnega takšnega dobrega vplivneža v svojem življenju, nekoga, ki ga res lahko večkrat gledaš, poslušaš, se z njim iskreno pogovarjaš in on s teboj in lahko vpliva na tebe tako, da te obrača bolj k Bogu. Če nimaš, bi ti ga zelo priporočil. Temu se reče duhovno spremljanje ali pa duhovno očetovstvo, duhovno materinstvo. To je kakšen moder odrasel kristjan, s katerim se večkrat srečaš, pa ti lahko pomaga preko besed, svojih lastnih nasvetov, izkušenj duhovnih, preko zakramentov, če ti jih lahko podeli, kot je recimo reden spovednik pri sveti spovedi, ali pa preko mogoče knjig duhovnih, ki ti jih priporoča. Ti lahko pomaga, da tudi ti rasteš v zvestobi Jezusu Kristusu, da si mu vedno bliže preko njegovega voditeljstva. In voditeljstvo je dobro tudi zato, ker tebe uči voditi. Zato, ker je to cilj, da bi ti iz učenca nekoč postal voditelj. Cilj je, da bi tudi ti
nekoč opravil to svojo službo vplivneža, da bi s svojim življenjem aktivno začel vplivati na druge, da bi postal vodič k Jezusu Kristusu.